da ker je govorcev veliko, gremo kar k prvemu govorcu. To je docent dr. Ivan Kneževič, je strokovni direktor kirurške klinike in tudi vodja centra za transplantacijsko dejavnost. Tako da lepo prosim za vaše uvodne besede, kakšen dosežek je to. Najlepša hvala. Spoštovani predstavniki medijev, koliko ste že slišali, danes bi vam radi predstavili nov mejnik na področju transplantacijske dejavnosti Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in to je presaditev srca pri 6-mesečnem dojenčku. Kot že verjetno veste, ima Slovenija na področju transplantacijske dejavnosti v svetu velik ugled, predvsem na področju transplantacije srca, kjer v zadnjih 15 letih, od leta 2009 do danes, v 12 letih zasedamo prvo mesto na svetu po številu presaditev srca na milijon prebivalcev. Do zdaj smo presadili tudi srca pri 9 otrocih, mlajših od 16 let. Ta je pa druga presaditev pri otroku mlajšemu od 1 leta starosti. Take transplantacije so zelo redke, recimo v področju Eurotransplanta, ki zajema 8 držav in 145 milijonov prebivalcev, se na leto opravi 3 do 5 takih transplantacij. Rad bi še poudaril tudi to, da je na koncu, da je sama transplantacijska dejavnost zaradi svoje izjemne kompleksnosti, strokovnosti ter logističnih in organizacijskih zahtev predstavlja sami vrh medicinske stroke in je izraziti pokazatelj skupinskega dela in sodelovanja številnih strokovnjakov z različnih področji medicinske stroke. In moram še to povedati, da je klinični center sposoben v vsakem trenutku, vsakem dnevu 24/7 ponoviti podoben ali identičen izziv in postavljati nove mejnike. Hvala. Najlepša hvala. Z nami je tudi Gorazd Mlakar, otroški kardiolog in vodja službe za kardiologijo na pediatrični kliniki, ki nam bo povedal nekaj o tem, zakaj je bila potrebna transplantacija. Spoštovani predstavniki medijev, prav lep pozdrav tudi z moje strani. Z našim malim pacientom smo se mi spoznali na začetku septembra lani. Takrat je prišel na naš oddelek, da bi mu napravili ultrazvok srca, ker so v sprejemni ambulanti, urgentni sprejemni ambulanti naše infekcijske klinike posumili, da za njegovo dihalno stisko mogoče ni kriva okužba dihal, ampak bolezen srca. Oni so napravili tudi rentgenski posnetek prsnega koša, na katerem je bilo videti močno povečano srce. Mi smo z ultrazvokom srca pri nas postavili delovno diagnozo dilatativna kardiomiopatija. To diagnozo smo tudi v nadaljnjem poteku hospitalizacije potrdili z drugimi preiskavami. No, kaj pravzaprav ta bolezen je? To je sicer precej redka genska bolezen srčne mišice, ki se najpogosteje pokaže že pri dojenčkih. Tako v splošno vzeto je pa tudi najbolj pogost razlog za transplantacijo srca v otroški dobi. To bolezen ima tako 1 do 2 dojenčka na 10.000 drugih dojenčkov in za to bolezen je značilno, da se funkcija srca postopoma slabša, srčne votline pa se postopoma večajo. Pri našem pacientu, ko je prišel pri nas, je imel levo stran srca približno tako veliko kot odrasla oseba. Stene se pa ob tem srca, se pravi mišica, se pa ob tem tanjša, ker vzrok temu je pa to, da srčna mišica počasi odmira. Otrok seveda ob tem postaja vedno bolj bolan, bolezen pa pri pacientih ne napreduje enako hitro. Pri nekaterih gre to zelo hitro, pri drugih pa zelo počasi. Nekega vzročnega zdravljenja za to gensko bolezen nimamo in jo zdravimo z različnimi zdravili, ki v bistvu srcu olajšajo delo. Ko je naš mali pacient prišel k nam, je bil tako bolan, da smo ga še isti dan, pravzaprav takoj po ultrazvoku, premestili v enoto intenzivne terapije in smo ga hkrati uvrstili na transplantacijsko listo.
V intenzivni terapiji, kot rečeno, smo ga zdravili z zdravili in drugimi ukrepi, predvsem lajšanje oziroma jemanje dihalnega dela. Ampak kljub temu se je otrok približno po dobrem mesecu tako poslabšal, da je prišlo do končne odpovedi srca in je rabo vzpostavitev mehanske podpore cirkulacije. To je taka zunajtelesna, obtelesna naprava, stroj, ki je hkrati umetno srce in umetno pljuča, in to umetno srce je prevzelo funkcijo njegovega srca, ker pač njegovo srce ni bilo več v stanju vzdrževanja življenjskih funkcij. Na srečo je to mehansko podporo potreboval samo 2 dni, na kar smo dobili novo srce in je bila narejena transplantacija. Treba je pa poudariti, da je to v bistvu grenka sreča, ker je zato nekomu drugemu nekje drugje umrl otrok. Tisto, kar bi rad še poudaril, da je en tak pogon, da pridemo do ene take transplantacije srca pri enem otroku izjemno kompleksen, zahteva multidisciplinarno in zelo usklajeno sodelovanje in tudi nemajhna finančna sredstva in je tudi pokazatelj neke razvitosti medicine v eni državi. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Z nami je tudi izredni profesor dr. Južk Šela, glavni kirurg iz kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja kirurške klinike. Kako je pa potem potekala transplantacija? Ja, torej hvala lepa za besedo, lep pozdrav tudi z moje strani. Ko ekipa v kliničnem centru dobi obvestilo, oziroma ko inštitucija sprejme tak organ, se v kliničnem centru, ki je v bistvu relativno velik transplantacijski center, ne samo v tem delu Evrope, pa kot ste slišali tudi širše na svetu, sproženi dosti standardni postopki, ki so seveda v tako izjemnih primerih, kot je transplantacija dojenčka oziroma te redke transplantacije, ki se ne dogaja prav pogosto, še ena posebna stimulacija za celotno ekipo, za celotni tim, multidisciplinarni tim, zato da se takoj in profesionalno odzove na takšno ponudbo. Torej, ko so naši pediatrični kardiologi v navezi z transplantacijskimi kardiologi dobili ponudbo in ko smo potem skupaj tudi sprejeli, je eksplantacijska ekipa, kot je to v navadi pri odvzemih srca, odpotovala v eno od držav Eurotransplanta, kjer smo to donorsko srce odvzeli, ga primerno shranili in pripravili na transport v matični center. Potem smo po tem transportu to srce prinesli v operacijsko dvorano pediatrične klinike, kjer pa je hkrati že z odvzemom potekala tudi priprava tega bolnika. Na drugi strani, torej v času odvzema, hkrati poteka že priprava bolnika strani pediatričnih kirurgov, so torej bolnika pripravili, zato da je bil bolnik pripravljen na implantacijo srca v trenutku, ko je donorsko srce prispelo v matični center. Pri operaciji smo naredili standardno ortotopno bikavalno transplantacijo, kar pomeni, to je kolegom kirurgom dobro znano, gre za klasično standardno transplantacijo, pri kateri se odstrani obolelo srce in se namesto obolelega srca všije novo donorsko srce. Transplantacija je potekala rutinsko sicer, ampak seveda z zavedanjem celotnega multidisciplinarnega tima, da je pri tako majhnih strukturah, pri tako bolnem otroku, ki je bil na mehanski podpori in ki je bil neki končni srčni odpovedi, je v bistvu to neka edina možnost dolgotrajne ozdravitve oziroma normalnega življenja z takšnim organom. Zato je na nek način ta zavest in ta pritisk še nekoliko večji, ker je pri teh, kot smo slišali, malčkih, ki so pravi borci, teh organov res tako malo, da je vsaka napaka lahko vodi v neko dokončno odpoved tudi donorskega srca v končni fazi in bi za takšnega otroka to lahko pomenilo tudi zaključek sicer uspešnega, zelo uspešnega zdravljenja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Z nami je tudi po video povezavi izredni profesor dr. Gregor Poglajen, ki je vodja programa za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca
iz kliničnega oddelka za kardiologijo in intenzivno enote za transplantacijo in mehansko podporo srca. Tako da, če se slišimo, me slišite, dr. Poglajen, slišite, kaj je sledilo potem po transplantaciji, če nam lahko razložite? Spoštovani prisotni, lep pozdrav tudi z moje strani, jaz upam, da se slišimo. Kot so moji predhodniki že povedali, gre tukaj za zelo kompleksen proces, ki pa je za nas do neke mere rutinski, pa to ne pomeni trivialen, ampak gre za to, da imamo postavljene izredno natančne protokole, kako bolnike pripraviti na samo presaditev, da ni kakšnih presenečenj, kako samo presaditev izvesti in potem kako do tega bolnika voditi naprej. Po odpustu iz bolnišnice so starši prejeli, to na to prejme sicer bolnik, ampak v tem primeru se da starši srednjo ustrezno edukacijo, se pravi, kaj pomeni življenje s presejnim srcem, kaj pomenijo zdravila, ki jih jemlje tak bolnik, kako je treba ta zdravila imati in kako se pa zaprav obnašati, ker nekatere sicer vsakdanje okoliščine lahko za transplantiranega bolnika že predstavljajo potencialno nevarnost. Bolniki po presaditvi srca in tukaj poteka obravnava enako pri odraslih in pri otrocih, se vodijo potem v ambulanti programa za napredovalo srčno popuščanje in transplantacije srca, kjer rutinsko preverjamo biokemične preiskave, določene mikrobiološke preiskave in pa predvsem nivo imunosupresivnih zdravil, kar je seveda naša največja skrb v zgodnjem obdobju po presaditvi, preprečevanje zavrnitvene reakcije in pa priložnosti, se pravi, oportunističnih okužb. Te kontrole so sprva relativno pogoste, se pravi vsak teden, potem pa se z oddaljenost od presaditve te kontrole rečijo v prvem letu vsak mesec in potem nekoliko redkeje. Je pa potrebno povedati, da obravnava te bolnikov ni šablonska, ampak je zelo individualizirana in prilagojena na bolnikove potrebe in morebitna ostala pridružena obolenja. Bi pa tukaj poudaril še enkrat, kar je dr. Kneževič uvodoma povedal, gre za kompleksno obravnavo bolnikov, vendar tukaj stojimo na ramah velikanov. To je intenzivno 15-letno delo in započina profesor Vrtovca, ki ga žal danes ni več z nami, in pa dr. Kneževiča, ki sta leta 2009 začela ta program napredovanja srčnega okužbe oziroma transplantacijskega programa in mehanske cirkulatorne podpore. In v bistvu te rezultati, o katerih se danes pogovarjamo, so rezultati intenzivnega 15-letnega dela profesor Vrtovca, dr. Kneževiča in pa celotne transplantacijske ekipe. Hvala lepa. Najlepša hvala. Profesor Poglajen, preden nadaljujemo, seveda so z nami danes tudi starši. Naj povem, da je poleg profesor dr. Juša Kšele sta asistirala v operacijski dvorani Igor Šehič in Urban Stupan. Anesteziologinji sta bili Špela Pirtovšek-Štupnik in Urška Žerjav, perfuzionista pa Boža Matušek in Mitja Marinšek. Neposredno transplantacijsko pripravo je upravila dr. Sabina Frljak. Po intenzivni enoti pa sta bili ključni docentka doktorica Petja Fister in Irena Vuličevič. Nekateri od ekipe so tudi z nami tukaj za nami. Zdaj pa prosim, mogoče pa še starša, to sta Sonja Kolenc in Miha Barle. Kako pa je zdaj s našim otrokom? Samo trenutek, prosim. Dobar dan tudi z najne strani. Sva počaščena, da lahko tudi mi dva poveva kakšno besedo, ker sva pač imela izjemno izkušnjo. Zdaj, če se najprej dotaknemo, Valentino je danes 10-mesečnik, ki noben ne bi opazil, da je prestal tako operacijo. Se plazi, skoraj že hodi, ves čas se smeji. Tako da je
Ja, in tudi odlično sprejema zdravila, zaenkrat je njegovo odraščanje tako brez posebnosti. Morda kako pa so bili tisti trenutki, ko ste bili pred transplantacijo, pa potem po njej, mogoče po njej predvsem? Ja, zdaj ta pred transplantacijo je tako, kot je dr. Mlakar opisal, to je za starše najprej si ne moreš sploh priznati, zelo hitro dojameš, kako je, ker je otrok v tako slabem stanju, da dejansko je v rokah medicine. Mi da so imela izjemno izkušnjo, Slovenija ima take strokovnjake, da od prvega do zadnjega sva imela res izjemno izkušnjo. Podpora tudi nama, kot staršem, Valentino to vsako sekundo, informacije so bile tekoče in pač nimam sploh besed. Prepričana sem, da Valentino živi samo zato, ker je v Sloveniji, ker se je to dogajalo v Sloveniji. Po transplantaciji je prišel z operacijske tako skoraj, kot da bi imel neko čist majhno operacijo. Sicer so naj prej tudi pripravili, kako bi to lahko izgledalo, ampak Valentino se je naslednji dan že čez tubus nama nasmehnil. Tako da v bistvu res je šlo, vse je šlo odlično. Najlepša hvala, da ste danes z nami. Zdaj pa vabim k besedi dr. Janeza Vodiškarja, ki je vodja Centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami v kliničnem centru, da morda to umesti še v ta mednarodni okvir. Še enkrat hvala za povabilo in hvala vam, da ste prišli. Jaz bi rad rekel še enkrat, kot ste lahko slišali od vseh mojih predhodnikov, da gre tle za en zelo, zelo velik tim, ki mora izjemno usklajeno delovati, da se pravzaprav eno tako zdravljenje lahko izvede. Vidite, da so zelo različne specialnosti na nek način potrebne in tisto, kar je pomembno, kar bi jaz rad še enkrat poudaril, je, da jih klinični center v Ljubljani ima, lahko ponudi. Treba se je zavedati, da takega zdravljenja z različnih razlogov nekje v tujini za našega pacienta ni možno dobiti, pravzaprav. Seveda, če ne pogledamo samo to, kako malo organov je na voljo, pa še vse drugi problemi. Tako da jaz bi še enkrat poudaril, da je to velik uspeh slovenske medicine in predvsem tisto, kar je treba poudariti, da je UKC sposoben tako zdravljenje nuditi slovenskim državljanom in smo zato lahko prepričani, da ponujamo nekaj, kar ponuja lahko samo sodobna medicina. Najlepša hvala. Z nami je tudi docent dr. Marko Poporen, direktor pediatrične klinike, ki ga tudi vabim zdaj k besedi na kratko o pomenu tudi tega dosežka za pediatrično kliniko. Hvala lepa. Jaz bom res kratek. Zelo me veseli, da se lahko v bistvu tukaj srečamo ob enem takem lepem dogodku. Bi pa v tem izrazu samo hvaležnost svojcem darovalca za to plemenito gesto, ki je našemu bolniku omogočila v bistvu nov začetek. Rad bi se pa zahvalil seveda res številni predani ekipi tako pediatrične klinike kot kliničnega centra za res eno strokovno delo, empatičen odnos, ker dejansko tukaj je šlo od tega soočanja z otrokovim stanjem, praktično od sprejema v bolnišnico je bil v intenzivni terapiji, kjer seveda starši ne morejo biti ves čas z njim. Ob tem so tekle tudi po hitrem postopku genetske preiskave in pa potem čakanje, ko ne veš, ali bo srce, ali bo prišlo. Skratka, in pa seveda potem tudi sam postopek same transplantacije in tega rednega, torej zdravljenja po samem posegu in potem redno spremljanje. Skratka, gre za eno
veliko ekipo ljudi, ki mora dobro sodelovati in ki poleg strokovnega dela ima tudi empatičen odnos in ki je potreben za celostno obravnavo tako kompleksnega bolnika. Tako hvala vsem sodelavcem, ki pod to streho vsak dan, vse dni v letu to počno. Hvala. Najlepša hvala, dr. Pokora. Z nami je tudi dr. Andrej Gadžijev, direktor Slovenija Transplanta, ki bo tudi umestil to zadevo tudi v smislu sodelovanja Slovenija Transplanta in Transplantov. Najlepša hvala za besedo, lep pozdrav. Najlepša hvala za besedo, lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Kot so povedali že moji predhodniki, je celotna transplantacijska dejavnost tudi v posamičnem primeru izjemno kompleksen postopek, v katerem ima svoje mesto seveda tudi Javni zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv, skratko besedo Slovenija Transplant. Slovenski donorski program je eden od boljših, lahko rečem celo najboljši, po rezultatih leta 2023 v svetu, če gledamo samo darovanje po možganske smrti, je pa izjemno pomembna povezava z Eurotransplantom, ki smo izvedli že leta 2000. In tudi na ta način lahko zagotavljamo tako kompleksne in redke operacije, kot je bila potem izvedena v kliničnem centru v Ljubljani. Stalna povezava med vsemi inštitucijami je tista, ki zagotavlja uspešnost v tem primeru. Začne se pa delo v bistvu z uvrstitvijo tega majhnega pacienta na prejemniški seznam. Vsi prejemniki se vodijo znotraj Eurotransplanta na skupnih čakalnih seznamih, kjer se potem ujemanje med darovanim organom in pa končnim prejemnikom računalniško izvede. Res je, zato da je celoten postopek lahko stekel, so na drugi strani starši izgubili otroka in imeli dovolj moči, da so v tistem težkem trenutku altruistično odreagirali in privolili v darovanje. Tudi pri nas taki programi tečejo. Tudi pri nas imamo starše, ki žal izgubijo otroke, pa so dovolj močni in ekipa z njimi pravilno postopa, da vidijo, da je mogoče nekomu še po tako težkem trenutku pomagati. Tudi v tem primeru se je za nas srečno izšlo, so pa v to vpleteni stalno naši koordinatorji iz Slovenije Transplanta v stalni povezavi s kliniki iz kliničnega centra v Ljubljani. Ponudba je prišla 19.10. ob 8. uri zvečer, vodil jo je izkušeni koordinator dr. Ženja Tomažinčič, potem je šlo preko sprejema kardiološke ekipe do privolitve v odzem, organizirala se je ekipa, ki je odšla izven Slovenije v drugo državo znotraj Eurotransplanta. Vse je potekalo izjemno hitro, tako da je bil prejemnik v bistvu v operacijski dvorani že ob 3. uri, ob 4. se je začela presaditev, ob 11. se je končala. Zraven so bili obvezno povezani tudi naši sodelavci, ki izvajajo transport. Letalski transport je šel preko Falcona, transport po tleh pa preko Medicrossa. Lahko smo zadovoljni, da imamo tak program, ni pa to samoumevno, kar so povedali že moji predhodniki. Hvala. Najlepša hvala. Z nami pa je tudi seveda docent dr. Marko Pokoran, generalni direktor kliničnega centra, tako da še se upravičujem, Marko Jug, generalni direktor kliničnega centra in vas lepo prosim še za v bistvu zaključne misli tega prvega dela. Ja, hvala, da ste se odzvali na vabilo. Danes se lahko zahvaljujemo veliko ljudem, ampak kot direktor UKC bi se prvo zahvalil staršema. Staršema, da sta zmogla zaupati sistemu, inštituciji, ki 24 ur na dan se trudi, da bi lahko ljudem dala vse, ampak čisto vse, kar ta medicina premore. Žal se zaupanje zelo lahko ruši in se včasih tudi to rušenje zlorablja. Ampak danes pred vami stojijo izjemni zdravniki, izjemni strokovnjaki. Lahko bi rekel vrhunski strokovnjaki, vsak na svojem področju. Ob tem pa izvrstni ljudje. Kajti predvsem to, da so izvrstni ljudje, omogoča, da lahko dan za dnem to, kar nudimo, izvajamo še naprej. In naša zaveza je,
da ne glede na to, kako nas bo kdorkoli ocenjeval, bomo to izvajali naprej. UKC je od ljudi in za ljudi in bo vedno tu in bo izvajal vse to, kar ljudje potrebujejo, ne glede na kakršnekoli drugačne usmeritve. UKC je kompleksna inštitucija, kot smo slišali, vrhunec predstavlja slovenske medicine. Slovenija je majhna, vsak človek je pomemben in ta cvet, ki je tukaj pred vami, je en od cvetov, ki ga lahko s ponosom prikažemo. Ampak vsak je pomemben in samo sodelovanje omogoča, da se lahko razvijamo naprej. Mi se zavezujemo, da bomo delovali naprej v tem duhu, si pomagali en drugemu in gradili najboljšo možno medicino. To, da smo majhni, je v tem lahko tudi prednost. Še enkrat hvala vsem kolegom, kolegicam. Ne moremo našteti vseh, več kot 50 različnih vrhunskih strokovnjakov je vpletenih v takšno dejavnost in takšnih dejavnosti je mnogo, ampak kot sem začel, hvala za zaupanje staršema, kajti zaupanje v našo ustanovo je tisto, ki omogoča, da lahko zdravimo vse ljudi. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa so vsi govorci na razpolago za vaše vprašanja. Nekaj vprašanj? Kje ste trenutno pri zdravljenju prirojenih srčnih napak v kliničnem centru? Kam si želite iti? Kako blizu ste do cilja, kadrovsko, organizacijsko? Kaj bi tudi morda potrebovali na ravni države, da bi lažje dosegli dolgoročne cilje na tem področju? Lahko rečem, da smo program postavili in zastavili tako, kot sem si jaz tudi želel. Tisto, kar se bo potrebno čezdalje bolj zavedati, je, da ideja o tem, da bomo zdravili otroke v tujini, počasi tako rekoč mineva zaradi razmer, ki jih imamo v Zahodni Evropi, predvsem z pomanjkanjem kapacitet. To pomeni, da bomo v Sloveniji primorani na tak ali drugačen način večino bolnikov sami oskrbeti. Jaz mislim, da nam je v tem letu in pol pravzaprav to zelo dobro uspelo. Ekipa dr. Šehić z kirurškega gledišča, dr. Šehić in dr. Stupan smo pravzaprav oskrbeli zaenkrat skoraj vse otroke v Sloveniji. Napotimo v skrajnih primerih, v izjemno redkih pri izjemno redkih napakah še bolnike v tujino in tudi to se izkaže kot en velik problem. Ravno iz teh, bom rekel, prostorske in predvsem personalne stiske, ki se ta trenutek v Zahodni Evropi pojavlja. Pa tudi mislim, da je program zdaj na takem nivoju, da se pravzaprav lahko ponudimo zdravljenje večini otrok v Sloveniji, kar se tiče prirojenih srčnih napak, kirurško zdravljenje. Seveda moram zraven povabiti tudi dr. Mlakarja kot vodjo otroške kardiologije, ki je, mislim, da tudi naredila en lep napredek, odkar je tudi dr. Mlakar prevzel vodenje oddelka in ga kar mu prepuščam besedo še z njegove strani. Lepa hvala za besedo. Jaz moram povedati, da smo tudi mi kadrovsko ukrepili Hvala lepa za vprašanje. Jaz moram povedati, da smo tudi mi zdaj v nekaj letih kadrovsko ukrepili naš oddelek, tako nas je trenutno 5 specialistov, pediatrov, kardiologov, ukrepili smo tudi sestrski tim, tako da imamo 18 sester. V planu imamo odprtje tudi polintenzivne enote na našem oddelku in seveda odprtje hibridnega laboratorija za kateterske preiskave na pediatrični kliniki, kar pomeni, da bomo to dejavnost
prenesli k nam na najmodernejši opremi. Tako da to bo vsekakor predstavljalo en kvalitativni, še dodatni kvalitativni preskok. Mislim pa, da že tako, kot je ekipa zastavljena, se moram pohvaliti, da kar dobro delamo in tudi sodelujemo z Münchenskim centrom in mislim, da delo poteka strokovno in brez nekih zapletov. Tudi z ostalimi disciplinami v kliničnem centru odlično sodelujemo, kot vidite na tem današnjem primeru, tako da lahko pokažemo tudi kak uspeh. Hvala lepa. Se bo vaš center dolgoročno še povečeval? Pred leti so bile aktualne tudi neke širše regijske ideje o vlogi tega centra. Ja, definitivno so povezave zaželjene. Lahko omenimo, da v eni smeri gremo že letos, ker bomo prvič poskušali organizirati tudi eno srečanje vseh lokalnih, rečemo temu, lokalnih deležnikov v tem prostoru, kar pomeni predvsem iz naših bivših bratskih držav, kjer ravno tako poteka ta program in s pomočjo Münchenskega srčnega centra pripravljamo eno takšno srečanje, na katerem bomo probali tudi zastaviti eno malo širše sodelovanje. Imamo kar precej povpraševanja, da imamo tako reči, iz nekaterih delov bivše Jugoslavije tudi za zdravljenje teh bolnikov pri nas. Seveda smo najprej bil plan pri nas postaviti program na ta nivo, da so naši pacienti najprej vsi oskrbljeni in potem ponuditi tudi možnost sodelovanja drugim. Mislim, da gremo v to smer. Še kakšno vprašanje? Jaz bi imel za gospoda Gađirana. Bi me zanimalo, če so bili starši darovalca obveščeni o uspešni operaciji in kako so se opravili. Ja, hvala za vprašanje. Te prakse znotraj Eurotransplanta ni. Se pojavljajo posamične pobude, da bi starši izvedeli, kako je bilo. Obveščeni so lahko kasneje, da je šlo za uspešno presaditev, ne pa ostalo v detaljih. Zaradi tega, ker imamo tukaj v bistvu dve strani, eni so utrpeli hudo izgubo in morajo imeti čas za žalovanje, tako da smo dogovorjeni, da se tudi neka pisma zahvale lahko pošilja šele po več letih. Obvesti se res samo, ali je bil uspešno presajen organ, ne pa kdo ga je dobil, kam je šel, v katero državo in podobne stvari. Zaradi tega, ker hočemo ščititi oboje, starše prijemnika, da nimajo dodatnega bremena, da nimajo te teže, vedeti tudi, kje je to prišlo, pa trpeti skupaj s to družino, ki je izgubila otroka, in na drugi strani, da lahko te starši, ki so darovali oziroma privolili v darovanje organa, imajo čas, da se normalno poslovijo od svojega otroka. To so dogovorjene stvari znotraj Eurotransplanta, v nekaterih državah je pa to drugače. Recimo v Ameriki je pa normalno, da se kasneje srečujejo eni in drugi in imajo stike, tako da vsak prostor zahteva v bistvu svoje specifike. Še kakšno vprašanje? Barbara Bašič, Svet kanala. Laiki si zelo težko predstavljamo, ko so te operacije vidimo tudi z gledišča velikosti tega srčka, ki se ga transplantira. To je vse zelo miniaturno. Kako zelo zahtevno je z tega vidika? Za koliko mečkan srček in vse potem žilice notri? Hvala za vprašanje. Seveda je pri otrocih z dokončno obliko srčnega popuščanja srce nekoliko večje kot pri normalno razvitih otrocih v določeni starosti, ki nimajo končne oblike srčnega popuščanja, nimajo dilatacije srca in je to srce sorazmerno veliko z organizmom. Seveda je tule pri teh transplantacijah tudi treba poudariti, da so odstopanja tako imenovanega size mismatcha oziroma size matchinga bistveno večja kot pri odrasli populaciji. Torej pri transplantacijah otrok smo pripravljeni imati tudi nekoliko večja srca, ravno zaradi tega, ker so te otroci v bistvu z nesorazmerno velikimi srci. Seveda gre vsekakor za ene dosti majhne strukture. Za nas kot kardiokirurge, ki smo vajeni mikrokirurgije, torej koronarnih anastomos na nivoju milimetrov, je to še vedno relativno velika struktura, tudi če je to centimeter, dva velika žila, je to za nas relativno velika
žilna struktura, ki jo znamo zašiti, in ta tehničen vidik v bistvu niti ne predstavlja tako velikega zalogaja za kirurško ekipo, kot je celoten logističen postopek, ki je potreben in povezan z takšnim posegom. Morate vedeti, da je ishemičen čas pri tem darovanem srcu relativno kratek, torej to pomeni, da mora zelo hitro priti iz nekega donorskega centra v matičen center, da mora biti bolnik pripravljen na to implantacijo, torej v tistem trenutku, ko smo prinesli to srce v matičen center. To pomeni, da se morata te dve ekipi zelo dobro usklajevati. Na drugi strani je seveda anesteziološka priprava takšnega bolnika, ki ga je treba pripraviti na operacijo, vodenje skozi celotno operacijo strani tako anesteziologov kot perfuzionistov, ki vodijo tega bolnika na izventelesnem krvnem toku v času transplantacije, seveda tudi inštrumentarska ekipa, ki ima torej vsak deležnik v tem procesu se pri tako redkih zadevah, kot so takšne transplantacije, more malenkost bolj ozavestiti to majhno mejo med možnimi napakami, ki se lahko zgodijo, in med neko rutino, tako kot je lepo rekel profesor Poglajn. Če rečemo, da je nekaj rutinsko, še ne pomeni, da je to trivialna stvar, ampak da je samo v kliničnem centru, ki je tako velika inštitucija in ki je tako močen transplantacijski center, v bistvu toliko rutine in toliko izkušenj nabrane v vseh teh različnih timih, ki sodelujejo, da v bistvu takšna zgodba lahko gre zelo uspešno skozi, v bistvu brez nekih zatikanj in brez nekih presenečenj, ker vsak deležnik točno ve, kaj mora početi, in ko se te kocke sestavijo, je v bistvu, tako kot smo danes slišali, v bistvu zelo hitri postopki, kratki ishemični časi, hitra implantacija in v bistvu nek vzoren pooperativen potek, ki dajo neke optimalne rezultate za dolgotrajno zdravljenje takšnega otroka. Še kakšno vprašanje? Ni? Še kakšna misel koga za zaključek? Sicer smo pa zaključili in se vam zahvaljujemo za udeležbo na novinarski konferenci. Ni? Potem pa najlepša hvala. Najlepša hvala vsem. Jaz bi se vam tudi v imenu celotnega kliničnega centra še enkrat zahvalil, da ste si vzeli čas, prisluhnili neki zgodbi, ki mora dajati upanje za vse, za celotno Slovenijo. Če želimo in stopimo skupaj, ne glede kako majhni smo, smo lahko najboljši na svetu, ko smo slišali, lahko smo pa tudi zadnji. Hvala. Najlepša hvala. Najprej tisto najbolj pomembno vprašanje, kako je danes Valentino? Ja, Valentino je danes običajen 10-mesečnik, ki kobaca, skoraj že hodi, veliko se smeje, tako da, ko ga bi videli, niti ne opaziš, da je prestal tako težko operacijo. Sem pa opazila, da je nekaj narobe. V bistvu že prej smo slišali, to se je dogajalo lansko jesen. Kaj se je pravzaprav dogajalo in kako težko vam je bilo kot staršema sprejeti to, da pač je vaš fantek obsojen na presaditev srčka? V bistvu nismo iskreno vedela, da je sploh bolan, ker nekako ni deloval. Je pa začel malo pokašljevati, ni imel vročine, jaz sem rekla, bom kar tečna, pa grem vsem k zdravniku. Ja, ni bilo nekih očitnih znakov. Ni bilo nobenih znakov, takih, ker on je bil tudi zelo živahen in nasmejan. Bil je do konca nasmejan, do zastoja srca se je smejal. Tako da v bistvu, ko smo prišla k zdravniku, je rekla, da nas bo dala naprej, če gre za kak bronhialitis. Na slikanje od tukaj naprej je šlo pa tako. V 1 uri smo bili na oddelku intenzivne terapije. Najprej niti ne veš, ker si padel v neko črno luknjo, kaj se sploh dogaja, ampak ker so stvari šle tako hitro, tudi ekipa na intenzivni terapiji je zelo veliko z nama sedela. Trudili so se nama res razložiti, da se soočiva s tem, ker dejansko ni bilo, oni so takoj vedeli, da ni rešitve, mislim, da ni rešitve, da je rešitev samo presaditev, in tudi to so naj seznanili, da prideta 2 srčka na leto za cel eurotransplant. V Nemčiji jih čaka 50 otrok na presaditev, tako da če bi bili tam, pač ne bi ga dočakali. Tako da kot Slovenija, ki smo tako majhni, ker gre srce na prebivalca, je to v bistvu Valentino celo to ekipo skupaj rešilo. Še to vprašanje za gospoda, je tudi zgodba o darovalcih vseh organov, ne samo otrok, vseh drugih. Je kakršnokoli sporočilo, ki imate za ljudi, ki se morda odločajo, ali bi v teh trenutkih vse odločili, da bi darovali organ? Ja, v bistvu prej dejansko sploh ne pomisliš, nažalost,
na to zadevo, ampak ko si v taki situaciji, da čakaš organ, ki lahko povrne življenje, si misliš, zakaj je to sploh zakonsko v bistvu tako narejeno, da nismo vsi darovalci, ampak moraš iti prostovoljno v to in podpisati, da si darovalec, ne? Tako da takrat se zaveš, da je to zelo, zelo pomembna zadeva, tako da bi, ja, če je le možno, bi bilo najbolj pametno, da grejo vsi podpisati, ker po smrti, če lahko rešiš toliko življenje, mislim, da nekaj najlepšega, ne? Tako da mi smo s tem dobili Valentinota nazaj. To je zdaj za nas najbolj pomembno, pa tudi mi smo zdaj, bom rekel, vsi že kot darovalci, tako da Zato še to je bilo moje vprašanje, ste po tem dogodku ste se odločili tudi videti? Ja, mislim, niti ne po dogodku, po prvi dan, ko sva zvedela, da potrebuje, ko sva začela to brati, ko sva se v tej veličini zavedala, da en sam človek reši 9 življenj, ne? In dejansko takrat, ko te ni več, je to res edina taka stvar, kar jo lahko pusti za sabo. Tudi to je bila edina stvar, ki je mene držala po koncu, ker sem se zavedala, da je tako majhen procent, da Valentino preživi, da kar bo lahko za njem ostalo, je to, da bo lahko rešil, ne vem, 9 otrok. Če ga bomo že mi izgubili, Ja. pač, da bo lahko 9 otrok rešil. To je bilo taka edina tolažba tolažba pri to hudi stvari. Super, ampak zdaj seveda Valentino je v redu, kaj pa pomeni zanj za življenje, da ima presajeno srce? Verjetno neke omejitve so, ampak... V bistvu je zdaj tole prvo leto ključno, da ga očuvamo, ker pač mu morajo imunosupresivi imunsko sistem držati zavrt, zato da srček ne zazna kot tujek, da se tudi njegovo telo začne z novim imunskim sistemom spopadati. Tako da mi smo zdaj v svojem gnezdu doma in tam uživamo, potem pa niti ni omejitev. Te otroci so tudi vrhunski športniki, tako so super, poznamo jih tudi tukaj v Sloveniji. Kaj bi bilo vajino sporočilo staršem otročka, ki je rešil življenje vajin? Mislim, lahko se samo zahvalimo za tako plemenito dejanje, da so to storili kljub izgubi, kar si v najhujših trenutkih takrat, da sploh pomisliš na to in pač takrat daruješ in se še s tem spopadaš in to je res nekaj najbolj plemenitega, da lahko podariš toliko življenj kljub taki izgubi, ne? In dejstvo je, ko ste bila v tej situaciji, ste bila, kot ste rekli, tudi da pripravljena storiti isto, če se slučajno stvar ne bi končala tako srečno, kot se je. Tako je, ja. Edino to je bila tolažba. Edina tolažba, ki je to, da pač, če nas doleti najhujš, lahko bo 9 otrok, ki nekje čaka, da bi živelo. To je pač tako zelo, v bistvu je to zelo velika tolažba.